Veste, to bi bil šok za Prešerna. Si predstavljam, če bi Prešeren danes živel, si predstavljam, da ne vem, kako bi on prenašal danes z ostrim peresom, recimo sonete, o birokraciji, kaj bi pisal, o digitalnem nadzoru, o pametnih mestih, morda bi na mesto zdravljice pisal protestnico proti današnjim absurdom. Pa si ga predstavljate, kako bi na Twitterju ali X-u, ko piše satirične verze o politiki pa o birokraciji. Ali pa v kakšni kavarni v Ljubljani, recimo, ne? Gospod Prešeren recitira nove sonete o tem, kako ga jezi sodobni svet. A? Če bi France Prešeren živel danes, France Prešeren, največji slovenski pesnik, simbol narodne identitete in neizprosni kritik svojega časa, bi v današnjem svetu zagotovo bil posebna figura. Ker njegova poezija, ki je polna ljubezni, hrepenenja, polna družbene kritike, bi zmeri našla nove teme, nove oblike izražanja pri njegovi inovativnosti, pri njegovem delu, pri vsem, kakor je, smo ga že opisali v uvodu. Celo nove načine objave bi se verjetno lahko zmislil mim X-a, mim Twitterja, mim Facebooka. Ampak vprašanje je, kako bi se znašel v tem 21. stoletju. Torej, če bi Prešeren danes živel, bi bil priča temu globalizmu, ki smo mu mi priča, v katerem prevladujejo digitalne, ne vem, kazalniki, miške, mikrofoni, lučke, vse je digitalno. Vse te posluša, vse te vidi. In to hitro širjenje informacij, ki ga on ni bil vajen, kako bi to prežimal. In te družbene spremembe bi ga hkrati očarale in razočarale. Moje osebno skromno mnenje je tako. Ker kot človek, ki je preziral takrat politično podrejan, ki je kritiziral krivice, bi imel danes verjetno še kaj več zapovedati kot takrat o sodobni današnji birokraciji, korupciji in izgubi kompletnih moralnih vrednot. Verjetno bi se znašel med ostrimi kritiki sistema, a hkrati bi se moral soočiti s čem? Ja, s cenzuro. Kdo bi ga pa poslušal, če mu postavljajo omejitve? Pa kdo bi njegove pesmi bral? Ampak veste, papir je malo težji omejiti, ko gre iz rok v rok. Ne? Na Facebooku te blokira, ampak če jaz dam te papir v roke napisano pesem, je to malo težji blokirati. Gre pa počasnej, seveda. Pa, če bi živel danes, kdo bi ga poslušal? Če bi ga sploh smel poslušati? Ker veste, svet kapitalizma in potrošništva bi ga verjetno odbijal, saj bi v njem videl izgubo pravih vrednot. Kot človek s srcem, ki je tako senzibilno čutil svet, kaj bi bilo šele danes? Tako kot nekoč bi danes tudi kritiziral neenakost med plemstvom, takrat neenakost med politiki in ljudmi danes, in preprostimi ljudmi. Kaj bi danes pisal? O razlikah med bogatimi elitami in tistimi, ki se vsakodnevno borijo za dostojno življenje. Namesto da bi objavljal recimo v papirnih zbirkah, bi njegove pesmi krožile po družbenih omrežjih. Morda bi prav on postal glas množic, ki zahtevajo nujne spremembe. In Prešeren danes, če bi bil tukaj, bi verjetno ustvarjal umetnost v digitalni dobi. Vendar je vprašanje, ali bi Prešeren sploh ostal pri klasični poeziji, ali pa bi se preizkusil tudi v kakšnih drugih oblikah. Kaj mislite, kaj bi še lahko delal? Veste kaj? Morda bi pisal scenarije za filme, ker mu pesmi ne bi šle. Kaj pa veš, kako bi digitalizacija vplivala na njega? Bi ustvarjal glasbeno poezijo v slogu sodobnih kantavtorjev? Morda bi bil eden tistih, ki bi svojo kritično misel izražali, ne vem, tako kot mi, prek podcastov, YouTubeov, Rumblov, Ropotačev in tako naprej, drugih posnetkov. Če bi Prešeren danes živel, bi mu sodobna tehnologija, takšna kot pač je, omogočila, da doseže zelo široko publiko.
Ampak po drugi strani bi se pa soočal z nevarnostjo banalizacije umetnosti in da ne ljudje, ne človek, ne Ministrstvo za kulturo, temveč algoritmi, pazite, algoritmi družbenih omrežij bi o njem odločali, katero pesem bo dopustil skozi in katere ne. A veste, tukaj je pa problem, ko se človek bori s površinskostjo, ki prevladuje v tej digitalni kulturi. Pa se vprašajmo še malo o Prešernovi ljubezni in o njegovem času in o vseh teh aplikacijah. Veste, Prešernova nesrečna ljubezen do Julije Primičeve, kaj ne, bi v današnjih časih dobila povsem novo razsežnost. Namesto, da bi čakal na srečanje v cerkvi, v cerkvi, jaz sem svojo ljubezen tudi v cerkvi srečal, ne? Ja, ali na ulici bi si, kaj jaz vem, Julijo morda ogledoval na družbenih omrežjih in jo skušal osvojiti prek sporočil, SMS-ov, aplikacij, ne vem, WhatsAppov, a ne, kaj so zdaj te moderne aplikacije, niti ne vem imen, da bi se z njo zmenil za zmenek. Veste, njegova ljubezenska poezija bi se morda sprevrgla v objave na Instagramu, kaj pa veš, kje bi pristalo, kjer bi izražal svoje hrepenenje za izgubljeno ljubeznjo. A po drugi strani bi mu pa prav ta ista tehnologija spet lahko omogočila še kaj več. Morda bi bil celo srečnejši. Ne vemo. Če je bil v 19. stoletju omejen s takratnimi družbenimi normami, bi danes imel sigurno več svobode pri izbiri partnerice. Takrat je bilo to malo drugače. Eno okno, ena vrata, ena vas, ena cerkev. In ena Julija. Morda, toda le morda, če boste zdaj pozorno poslušali, bi Julija ob vsemogočni internetni ponudbi vendarle odgovorila na njegova sporočila in zgodba bi se, če bi Prešeren živel danes, morda vseeno obrnila drugače. Ampak to prepuščam, draga poslušalka, dragi član, draga članica, dragi obiskovalci vam, vsem vam v osebno presojo. Sedaj se odpira meni eno drugo vprašanje. To je vprašanje, kako bi se Prešeren odzval na stanje slovenskega naroda danes. Pustimo zdaj ljubezen malo na stran, pa cerkve, pa romantiko, pa Instagrame. V svoji himni Zdravljici je opeval enotnost in bratstvo med narodi, zato bi verjetno danes bil priča razdvojenosti, politizaciji, nastalih družbenih plasti v pomanjkanju pravega narodnega zavedanja in izgubi ponosa. Ali bi on še vedno verjel v čudovito svetlo prihodnost slovenskega naroda ali pa bi bil razočaran nad stanjem stvari in bi popolnoma obupal? Zdaj, če se moje srce in moja duša tukaj, ko stojim pred vami, poglobljeno vživi v fikcijsko zgodbo, neko namišljeno zgodbo, recimo, ob vprašanju, če bi Prešeren živel danes, bi najverjetneje, po moji oceni, pisal hude kritike proti oblastnikom, morda bi iskal rešitve v izobraževanju, zaman bi iskal slovenski priimek na Ministrstvo za kulturo, kot sem danes že povedal, ampak zagotovo pa bi njegova beseda imela težo, saj bi zaznal na svoj poetičen in brezčasen način opozoriti na kaj? Na vse tisto, kar je danes narobe. In vse nas opomniti, da prihodnost naroda ni odvisna, ljudje Božji, poslušajte, od politikov, temveč od nas samih. Izpovedanega, ker me je tako ziritiral, pa lahko izluščim en sklep. France Prešeren bi v današnjem času verjetno bil kritik družbe, borec za pravičnost in svobodo izražanja, morda celo nekakšen digitalni bard,
ali kako se že te umetne inteligence danes imenujejo, mogoče ChatGPT, nek vseved, ki bi skozi sodobne kanale prinašal pomembna sporočila ljudem. Njegova poezija, lejte, takšna kot je, vprašanje, kakšna bi bila danes, pa vendar bi verjetno še vedno našla pot do ljudi, do src, saj so teme, ki jih je obravnaval in ki jih beremo skozi njegove pesmi, ljubezen, hrepenenje, pravičnost, narodna zavest, skratka vse te občutljive stvari, so zares brezčasne in danes toliko bolj potrebne obujenja in ohranjanja. Vprašanje pa ostaja odprto, ali bi Prešerna današnji svet, poln površinskosti, poln banalizacije, sploh znal ceniti. Bi bil danes prepoznaven on kot velikan slovenske besede v tej poplavi in poluciji vsega, kar obstaja? Ali bi ostal zgolj v nekem povprečju, eden izmed mnogih, doktor Fig, ki deli fige in je pravnik, pa piše pesmi, ker pač tudi danes mnogi pravniki prodajajo, ne vem, kavico v gostilnah. Ja? Na nek drug način bi verjetno opozarjal na težave, ki pa jih seveda družba presliši, ker je sistem tako narejen, da nas deli. To je danes meni uganka, ampak tega jaz ne morem rešiti, ker ga pač danes več ni tukaj. Lahko pa seveda si rišem, razmišljam, tako kot zdajle z vami. Lahko bi, ne vem, to pisal z nekim peresom, si risal sliko, ne vem, z gorečo željo. Kako bi danes Prešeren živel? Ampak pustimo tudi to vaši presoji, ker pravijo, da kdor nalaga delo in razmišlja in razmišljanje daje drugim, sam pa o tem ne pove ničesar, sem se odločil, da vam zaupam moje mnenje o pravkar povedani tematiki. Veste, Prešernov dan, praznik slovenske kulture, je priložnost za razmislek o pomenu kulture v sodobnem svetu digitalizacije. France Prešeren, največji slovenski pesnik, je svojimi deli postavil temelje slovenske književnosti, smo danes že povedali. In ta proces prinaša nove možnosti, nove izzive, zlasti pri obvarovanju kulture. Mi moramo ne samo poleg kulture obvarovati tudi svoje ime, ki je nekaj vredno, in ga ne razmetavati z njim. Varovati svojo letnico, ne jo razmetavati. Varovati svojo podobo, svoj imidž, ne jo razmetavati po vsem svetu, pa po vseh kanalih. Zato, ker človek se razblini, naenkrat ga več ni. Puf, pa je samo še oblaček. To nam želijo storiti. Glejte, nova doba digitalnega sveta pomeni, da se podatki o kulturnih vsebinah, vključno z deli Prešerna, če se že o njem pogovarjamo, selijo v digitalne oblike. So digitalizirani. Prešeren danes omogoča dostopnost njegove poezije na svetovni ravni, hkrati pa sproža vprašanja o avtorskih pravicah, nadzoru nad interpretacijo ter možnih zlorabah podatkov. Kaj mislite, kako si en Kitajec razlaga Prešerna, ali pa en Afričan, ali pa en Slovenc? V tej luči se odpira ključna razprava o tem, kako naj država zagotovi, da digitalizacija ne bo služila kot orodje za manipulacijo in nadzor, temveč kot sredstvo za zaščito slovenske kulturne identitete. Kdo garantira, da bo digitalizacija prinesla zaščito kulture? Silijo pa s to digitalizacijo na vse konce. Cel večer smo pričali, cel večer o tem govorimo. Ja? Ali se sploh zavedamo, da so naše osebne komponente, oblika, ime, priimek, to je vse energija in da nam to kradejo. Moje ime je energija. Nomen est omen. Vse je v imenu. Šele ko vem ime nekoga, ga lahko pokličem.
Ko ga pokličem, takrat dobim nad njim oblast. Če vem pa še kaj več, ga pa lahko že sfintiram. Zato so podatki tako pomembni. Ljudje, zbudite se. Nam grozi zasebnost, nam grozi osebna svoboda in kulturna dediščina propada samo zaradi izgube vseh teh podatkov, ker nimamo se časa ukvarjati s sabo, svojo dušo, z globino, kaj ustvariti. Nam jemljejo ustvarjalnost. In Bog nas je ustvaril zato, da bi mi ustvarjali naprej. Ker pa satanizem Boga zanika ustvarjalnost, hoče samo mrtev podatek, tako kot je Eden lepo povedal, okrog nas so podatki brez srca. Prav v tem kontekstu, gledajte, smo naredili tale naš zakon. Elektronski zakon o varstvu digitalnih življenj predstavlja prelomno zakonodajo, ki je trenutno pač v javni razpravi med vami člani in tudi javno širše in v postopku kritike, v postopku popravkov ali pa že v postopku sprejemanja, ker rečejo ljudje, aha, to je pa dobro. Poslušajte, gre za edini taki pravni akt, edini. V evropskem merilu ga ni, jaz sem šel preverjati, ki lahko zaščiti posameznika, mene, tebe, v tistih podrobnostih, v katerih smo zdaj nemočni, v katerih 4 in 5 let nenehno pišemo pritožbe in vse bazira na kraji podatkov. Ko te policist ustavi, ti osebne prepiše podatke. Ko je prekršek, kaj ti moraš dati osebno iskati? Moraš dati podatke, a ne? A ti jih je treba? Kaj dobiš v zameno za to? Po prstih, po bančnem računu, če tega ne narediš, pritožbe, zapor, izsiljevanje, groza in strah. Zato, ker imajo podatke in imajo moč nad tabo. Imajo tvoj poštni predalnik, imajo tvoj naslov, imajo tvoje ime, imajo koliko si visok, kakšne oči, koliko otrok imaš, vse vejo. To je vdor v zasebnost in nihče te ni vprašal, ali lahko te podatke uporablja. In hudič se vedno skriva v podrobnosti. Veste? Zdaj vam pa nekaj povem, kjer zakon o varstvu osebnih podatkov 2 in GDPR, General Data Protection, tale evropski, a ne, odpovedujeta, v celi črti odpovedujeta, tam smo strokovnjaki se usedeli skupaj in smo tam naredili določila, ki bi takšne goljufije, ki se zdaj dogajajo, odkrili, in to so goljufije na najnižjih možnih ravneh. Zdaj si vi predstavljajte, splošen zakon, v podnu dol so pa same goljufije, vmes pa ni filtra. In mi smo zdaj naredili ta filter, kjer prefiltriramo iz vrha navzdol, pa od spodaj navzgor. In tukaj se stvari pa pokrijejo. Kajti splošna načela, ki jih določata GDPR pa ZVOP2, so pogosto preširoka, da bi jih posameznik lahko zaznal in uveljavljal v praksi. Veste, to povzroča pravne praznine, to je vmes je kar en vakum. In to izkoriščajo korporativni in državni sistemi, človek pa ostane sam, brez učinkovite zaščite. Tle smo mi zagledali, da je EZVDZ, ta naš zakon prav naslavlja to praznino, te pomanjkljivosti in postavlja temelje za pravičnejšo digitalno družbo, kjer se bodo podatki uporabljali odgovorno in, če želite, ker imamo v imenu etično, še moralno etično. Glejte, kultura, življenje in Prešeren so neločljivo povezani z vprašanjem digitalne suverenosti. In ta naš zakon, EZDVZ, ni le zakon, temveč je orodje, kot Prešernovo pero za zaščito kulture, naše dediščine pred zlorabami digitalne dobe. Vkolikor se boste strinjali in sprejeli, predebatirali, pokomentirali, ali pa rekli, Mihael, ekipa je dobro naredila, nam bo tak zakon prinesel zelo dolgo mir v srce, občutek varnosti, ker to tudi je, in jaz vidim in opažam, kako so v vladi vznemirjeni, ker smo jim povedali,
da smo jih odkrili. Da praznino, ki jo oni kradejo, zato so davčne blagajne polne, da ne boste videli, ravno zaradi te praznine, ker tle delajo kar čejo. Z upravno odločbo si oni dovolijo vzeti z računa nekomu denar. Lepo vas prosim, ustava je pa jasna. Sodna odločba, samo sodno odločbo. Ko si kriv, ne pa kar z lufta. En policist, pa en osnovnošolski redar bo predlagal v Fursu, bo napisal, Mihajl Belis je pa na cesti na belo črto stopil in zdaj 50 €, jaz pa rečem, čak mal, se tle ni bilo nič, kaj je zdaj to? Ne, boš plačal in te prisili, ne? In pol Furs seveda vzame z računa in nastanejo 3-kratni, 4-kratni stroški. Glejte, ta slovenska identiteta, odnos do poštenja, odnos do pravičnosti, ki so nam jo vzeli namerno, so nam to jemali ta vmesni del in so od spodaj goljufa, ker so se med sabo zmenili. Veste, vam bom povedal svoj občutek. Prej sem vam povedal, da je 39 vrstic v tej naši drobni knjižici v tem statutu, iz katere smo naredili 139 strani. Iz 39 vrstic 138 strani. Okay? Kaj hočem reči? Ne? Ko sem študiral zakon o splošnem upravnem postopku, ko sem tole gruntal, stvari sem pogruntal nekaj. Jaz sem vmes dostkrat pozabil na ustavo. Ti se zapleteš, zakvačkaš v maso enih besed in na koncu na bistvo, ki izhaja iz čisto enostavne stvari, pozabiš. Zato, ker je univerzalna. Ampak v tej univerzalnosti je toliko enih detajlov. Veste, ko vidite človeka, ko je prijazen in se nasmeje, ko se pa začnete z njim pogovarjati, ko pogledate njegovo celico, je pa milijone, milijarde detajlov. In teh detajlov ne vidimo, ne? Samo za primer, da vam povem, kako se lahko stvari sprevržejo. In zdaj moramo mi spomniti te ljudi, da smo živi, da imamo celice, da spimo, da jemo, da imamo otroke, da imamo odgovornosti in da nismo samo mrtev podatek za državo, da nismo samo številka v računalniku. Moramo biti temeljiti tukaj na tej pravičnosti in od države bomo zahtevali, in že zahtevamo transparentnost, da se posameznika zaščiti. Imamo orodja in imamo vse urejeno. Hvala lepa. Zdajle bomo naredili tako, da bom jaz postavil en kratek film naše Iviljane. Jaz bi Iviljano poklical. Če je kje v bližini, naj se oglasi. Draga Iviljana, vabim te pred mikrofon, kamero, samo za eno vprašanje, pol pojdi nazaj se rihtati. Če si kje v bližini, Iviljana, te vabim. Spira sem v bližini, kje pa ne bi bila? Evo, to, jaz bi ti danes, evo, nisem imel časa, ker sem se to pripravljal in mi je hudo. Za 30 let, letos je 30 let, 95, da smo 2025, 30 let, odkar si ti napisala pesniško zbirko, z tako lepim sporočilom, dragi ljudje, in glej, jaz, ker sva poročena, bi podelil s teboj rožice. Kako lepo. A ti lahko se ti zahvalim za tvojo ljubezen, za tvojo podporo, za vse nas. Evo, pa si bova to delila, ne? Evo, čestitam. Ja, hvala. Ja, tako se naprej usrečuje stvari, vidiš, ne? Ja, presenetil si me, najlepša hvala. Tudi tebi grejo te čestitke, ker se veš, v zakonu sva eno. Ja. In tvoja misel je moja izrečena beseda in moja misel je tvoja izrečena beseda. Tako pač je. Bravo. No, naj bo tukaj tebi v radost. Ja, sprejemam, hvala. Evo pa je prišlo nazaj. Dam skozi vrata pa čez dvojno okno, ne? Zdaj bi vam jaz rad povedal nekaj. Danes večer, oziroma, ko smo to pripravljali, Iviljana prišla je pa rekla, Mihajl, se ti spomniš, sem jaz enkrat nekaj snemala, pa sem rekel, ja, bom poiskal in sem našel posnetek. Poslal sem vam ga tudi v elektronski pošti, ne vem, če ste ga vsi pogledali, ampak ko sva ga poslušala po 3 letih, odkar je objavljen, se nam je zdaj res zanimiv
in jaz bi to sedaj z vami podelil. 4 minute traja ta posnetek, ta predstavitev, ta kulturni večer, kjer je gospod Zupančič, ki je kritik te knjige, zapisal zelo zanimive misli. Bom pa zdaj delil z vami zaslon in te 4 minutke želim, da podelite. Naredimo potem 3 minute pauze, pa bo pa predsednica povedala nekaj svojih lepih misli. No? Pa bomo zdaj to podelili z vami. Dan, Prešernov dan, bi vam rada tudi predstavila svojo pesniško zbirko z naslovom Iz pekla v raj, ki je bila napisana leta 1995, 29. junija. V recenziji te pesniške zbirke Iz pekla v raj, ki jo je napisal Zdravko Zupančič, je zapisal, da so verzi v tej knjigi Iz pekla v raj verzi, ki bi jih marsikateri politikant z veseljem izkoristil za politično prepričevanje, saj se zaradi svoje iskrenosti spremenijo v ljubeče domovinske zapise, katerim je temelje postavil že France Prešeren, naš največji slovenski pesnik. Ko sem pisala to knjigo, se točno spomnim enega trenutka, ko sem začutila eno veliko sočutje do Franceta Prešerna, našega pesnika. Ni mi bilo vseeno, na kakšen način je odšel iz zemeljskega telesa. Njegova duša je odšla žalostna na drugo stran. Bil je razočaran nad ljudmi v Sloveniji, nad situacijo v svetu. In verjamem, da bi danes, če bi živel, popolnoma drugačne pesmi pel. Vsi mi, ki smo se odločili, da bomo učenci od Gospoda Jezusa Kristusa in da bomo poslušali njegove zapovedi in delali tisto, kar nam je on s svojim zgledom življenja zapustil na tej zemlji. Živimo veliko bolj srečno življenje, bolj radostno, bolj mirno. Ko odpuščamo v imenu brezpogojne ljubezni, se naša duša, naše misli, naš duh in ne nazadnje tudi naše telo očiščuje od vseh tistih duhovnih energij, ki nas delajo žalostne, jezne, ki nas na en način vodijo v trpljenje, v obup, ki nam prinašajo misli o koncu življenja, ki bi nam olajšalo življenje. Veliko ljudi je žalostnih, razočaranih. Tudi gospod France Prešeren ni bil srečen. Iz bolečine je napisal ogromno čudovitih sporočil in pesmi in verzov. Vendar ni nam dal recepta, kako to transcendirati, kako to spremeniti. Žal nam ni dal tega recepta. In zato sem zelo vesela, da na en način za knjigo Iz pekla v raj, katero sem napisala leta 1995, dajem tudi recept, kako transcendirati težko situacijo, ki jo imamo v danem trenutku v življenju.
Kako spremeniti naše misli v radost? Kako našo preteklost posvetiti? Kako naše sovražnike blagosloviti? Kako za osebno odločitvijo se odločiti za ljubezen, za radost, za življenje, za mir. In zato je ta knjiga Iz pekla v raj, ki je bila napisana leta 1995 in vsebuje 33 sporočil. Knjiga, katero priporočam, da jo prebere vsak Slovenec, ki si želi biti srečen, radosten, miren in eno z ljubeznijo. Hvala lepa.